Danes se bomo lotili izjemno enostavnega, a po svoje tudi zapletenega vprašanja. Namreč, odkot sploh izvira Formula 1, kaj to je, kdaj smo imeli prvo dirko Formule 1, kdaj smo videli prve bolide Formule 1. Vem, mnogi od vas poznate odgovore, a videli boste, da marsikdaj so nam povedali napačne zgodbe. Mnogi izmed vas ste verjetno zasledili podatek, da se je sodobna Formula 1 začela na veliki nagradi Velike Britanije leta 1950 v Silverstonu. Podatek, kateri deloma drži, a še zdaleč, da bi bil točen. Namreč, mnogi avtorji so zadevo malce posplošili in zato nam dajejo vtis, da se je res vse začelo takrat. A še zdaleč ni res. In tudi v slovenskih virih boste marsikdaj zasledili zadeve, katere so skregane z uradno zgodovino Formule 1. A preden začnemo s tem, je treba vsaj skušati razložiti, kaj pomeni formula v imenu Formula 1. Namreč mnoge enciklopedije navajajo, da formula je nekako skupek pravil, kateri definirajo bolid. Delovno prostornino motorja, minimalno težo, dolžino, varnostne elemente in še bi lahko našteval. Ta pravila se s časom spreminjajo in tako nekako se spreminjajo tudi bolidi Formule 1. In prvi pravilnik, v katerem je zapisalo ime Formula 1, je bil sprejet leta 1946. Sprejela ga je Mednarodna športna komisija, kratica CSI, pod okriljem organizacije, katera nam je izjemno znana. Takrat se je imenovala AIACR. A nekaj mesecev kasneje se je preimenovala v FIO. In tudi kasneje, v 80-ih letih, CSI se je preimenoval v FISO, a o tem kdaj drugič. Problem v tem pravilniku, kjer je Formula 1 imenovana tudi Formula A, oziroma Formula I, kjer smatram, da tisti I je le rimska enica, je ta, da dobesedno prepiše predvojni pravilnik za kategorijo Voitoret. In ta je definirana kot posplošeno bolidi, kateri imajo atmosferske motorje, prostornine 4,5 litrov, oziroma prisilno polnjenje 1,5 litra. In že tu nastane prva velika napaka, predvsem v slovenskih virih. Mnogi te Voitoret prisilno polnjene imenujejo kar bolide s turbomotorjem. Treba je ločiti, prisilno polnjeni motorji so tudi tisti, ki imajo kompresor. In naprimer Alfa 158 Alfetta je bila ena izmed njih. Prvi turbomotor v Formuli 1 pride šele leta 1977, Renault RS01. A dvomim, da avtor te domislice je poznal to malenkost. A pustimo sedaj to zadevo pri strani. Govoril sem o organizaciji AIACR, predhodnici današnje FIE. In prav ta organizacija je imela pred drugo svetovno vojno prvenstvo, imenovano Evropsko prvenstvo voznikov. Velike nagrade so znane. Tisto obdobje vsi imenujemo kot nek predhodnik Formule 1. Upravičeno. Manjkal je samo naziv svetovnega prvenstva, če se mene vpraša. A tu je neka zanimivost. Tisti bolidi, tiste ere, predvsem v zadnjem obdobju, so bili omejeni, da bom kratek, z motorji, kateri so imeli prisilno polnjenje, a prostornine 3 litrov. To se pravi, nova Formula 1 po drugi svetovni vojni je bila stopničko nižje od tistega, kar je bilo pred drugo svetovno vojno. In upam, da sem s tem tudi odgovoril na morebitno vprašanje, zakaj takoj po drugi svetovni vojni nismo videli tistih fantastičnih bolidov Auto Uniona oziroma Mercedes-Benza. To
je treba razumeti, ko se začela Formula 1. In vsi mislimo še zmeraj, da je bila prva dirka tista v Silverstonu po pravilih te nove Formule 1. Še zdaleč ne. Prva dirka sodobne Formule 1 se je imenovala Terzo Gran Premio del Valentino v Torinu. Obdržala se je 1. septembra 1946, čeprav boste v mnogih virih videli 47. In treba je tudi povedati, da že od leta 1946 imamo prvenstva za veliko nagrado pod okriljem že prej omenjene organizacije. Torej, tista leta 1950, kaj je sploh bila? Bila je prva dirka, ki je štela za svetovno prvenstvo med vozniki. Predtem so imeli dirke pod pravili Formule 1, a niso štele za neko skupno nagrado, za nek skupen naslov. A še zmeraj je sedaj vsakomur jasno, da tisti bolidi niso bili pravi bolidi Formule 1, kajti tudi že omenjena Alfetta je nastala bistveno pred drugo svetovno vojno. In kdaj prvič vidimo prave bolide Formule 1? Ta pravilnik, kateri je definiral kot bolide Formule 1 predvojne Vojturet, je bil v veljavi v sezoni 1950 in 1951. Potem je nastala kriza, tako da so v letih 52 in 53 uporabljali pravilnik za bolide Formule 2. Kolikor ne verjamete, poglejte, Ferrari 500 F2, tisti F2 tam ni bil brez veze. Torej, prvi bolid sodobne Formule 1 je šele tisti, ki ga vidimo leta 1954 in seveda od takrat se začne zgodovina. A nismo razčistili še ene zadeve. Pomeni formula res nek skupek pravil, ki definirajo bolid? Namreč pred tisto dirko v Torinu 1. septembra so praktično isti bolidi že tekmovali na dirkah za veliko nagrado. A takrat pod pravilnikom imenovanim Formula Libre ali prosta formula. To se pravi kategoriji, kjer ni bilo omejitev. In sedaj boste rekli, pa kaj, če smo imeli Formulo 1, imamo tudi Formulo Libre, prosto formulo. A Formula Libre je izraz, kateri obstaja v svetu motošporta že od leta 1928. Vsaj ta je najstarejši zapis, katerega sem jaz zasledil. Mogoče je še starejši. Torej, kako lahko Formula Libre definira nek skupek pravil, če je ta kategorija tista brez pravil? Pustimo to vprašanje rajše odprto in posvetimo se nekemu drugemu vprašanju. Kaj pravzaprav formula je? Če vprašajmo otroka, kaj je formula, bo znal s prstom pokazati na pravi bolid. In tu se sem dovolil vzeti dve maketi, katera sta približno z enega in istega obdobja, katera sta narejena po točno določenem pravilniku, a označujeta dve različni kategoriji. Imamo Lotus 49 iz leta 1967 in Porsche 917 iz leta 1969. Bolid Formule 1 in prototip za endurance. In seveda v mnogih tudi angleških virih boste zasledili, da formula je bolid, kateri ima odkrita kolesa in en sedež. Medtem ko prototipi imajo pokrita kolesa in čeprav niso v uporabi dva sedeža, kot bomo videli na teh originalnih posnetkih iz Porsche 917. In seveda poznam izjemo, vem, da leta 1954 in 1955 je imel Mercedes posebno karoserijo, aerodinamično, ale na 3 dirkah. In treba se je vprašati tudi, današnja Formula E po teh definicijah lahko je sploh formula? Ne vem. Odgovor naj si poišče vsak sam, a vseeno, ko govorimo o formuli, načeloma govorimo o takem bolidu, kateri ima odkrita kolesa in en sam sedež. Bodisi naj bo Formula 3000, Formula 3, Formula IndyCar, Formula 1.
toliko o izvoru tega imena, kdaj se je vse skupaj začelo in kako je treba biti pozoren pri navajanju določenih zgodovinskih dejstev in jih poznati res do obisti, da se ne naredi kapitalnih napak. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.